Začnemo. Dober dan, lepo pozdravljeni na, mislim, da zadnjem dogodku današnjega dne na Slovenskem knjižnem sejmu. V naslednjih 45 minutah bomo predstavili temo med žurnalistiko in publicistiko v organizaciji založbe UMCO. Z mano so ugledni novinarji in žurnalisti, pa bom šel kar po vrsti, kako sedi od mene, dr. Ali Žerdin, ki je v zadnjih 2 letih napisal 2 knjigi, družbeno angažirani najprej Leto nevarne bližine z nadnaslovom MMXX, potem pa še letos nadaljevanje Leto nevarnih mutacij, v katerih je tematiziral družbeno-politično dogajanje od recimo začetka epidemije oziroma malo pred začetkom pandemije leta 2020 naprej. Potem levo od njega je Irena Štov-Dohar, novinarka Dela, ki piše dolge tekste o kulturi in naravi. V zadnjih 2 letih sta izšli 2 knjigi, lani recimo Kaj hoče ženska, zbirka 17 portretov žensk, ki so si upale živeti pač po svoje. Letos pa pri mladinski knjigi tudi zbirka esejev Fiziologija, v kateri je zbrala svoja besedila o ljubezni do vrta in v bistvu vseh dobrih rečeh, ki jih vrt Najnje nudi. Potem pa naprej sta pa v bistvu zakonski par Boštjan Videnšek in Maja Prijatelj Videnšek. Boštjan Videnšek je sam soavtor oziroma sam avtor knjige Plan B, ki je šla pred 2 leti in kateri je v bistvu na nek svoj poglobljen in globalen način pogledal na neke dobre prakse reševanja recimo oskrbe z energijo v kontekstu podnebnih sprememb. Nedavno je pa izšla njuna skupna knjiga Najin in Fatu, v kateri sta v bistvu skozi primer 2 severnih belih nosorogin, ki sta zadnje 2 svoje vrste poskušala v bistvu bralcu tako slovenskemu kot globalnemu predstaviti to problematiko iztrebljanja živalskih vrst, konkretno nosorogov. Po tej kratki predstavitvi bi mogoče eno tako ogrejevalno vprašanje za vsakega od vas. Že dolgo ste v novinarskih vodah, ampak jasno, od tega, da nekdo piše novinarska besedila, pa do tega, da v bistvu začne objavljati knjige, je nekaj korakov vmes. Torej, Ali, kako je prišlo do tvoje prve knjige že davnega leta 1997, kako je v bistvu prišlo do tega, da iz tega, ko si pisal novinarska besedila, da je vzniknila želja, da bi v bistvu dejansko postal tudi knjižni avtor? Dober večer. Se pravi, v dnevnem časopisju novinarsko besedilo, dajmo reči metaforično, obsega 30 vrstic. V tedniku ali pa v sobotni prilogi je to ene 300 vrstic, se pravi 10-krat več. Ko pa pridemo do publicistike, je pa to 3000 ali pa 6000 vrstic. Zdaj, zakaj do tega pride, da človek skuša nekaj povedati v knjigi? Enostavno se mu zgodba, s katero se začne ukvarjati na 30 vrsticah ali pa na 300 vrsticah, usede v glavo, nosiš jo s sabo in po 300 vrsticah ugotoviš, da nisi povedal dovolj. To se je meni najbolj izrazito dogajalo, ko sem 8 let nazaj napisal en nekrolog o doktorju Francetu Bučarju, pa potem enega, ki je bil 10-krat daljši, in potem, ko sem napisal 10-krat daljši članek o prvem predsedniku slovenskega parlamenta, sem ugotovil, da nisem povedal praktično nič. Zaradi tega sem se za 2 meseca zaprl
in potem to spravil še na 10-krat daljši format. Ne? Pravi, te ampak žulite samo v primeru, da je zgodba dovolj zanimiva. Še mogoče še eno podvprašanje. Tvoja prva knjiga je šla leta 97, ne? To je recimo zdaj že četrt stoletja nazaj. Ne? V tistih časih je vseeno slovensko založništvo še nekako obstajalo v teh preddigitalnih časih. Ne? Do knjig je bilo vseeno težje priti, manj knjig je izhajalo. A je v bistvu bil kaj specifičen ta proces, da dejansko kot novinar, da si prišel do objave, so bile tle, kako je prišlo do stika recimo z založbo, da je prišlo do tega, da dejansko da je knjiga potem izšla? Mene je par ljudi nagovarjal, naj se tega lotim, ker so vedeli, da imam zbranega največ gradiva v Odboru za varstvo človekovih pravic. Med njim je bil znameniti sodobni lobist Franci Zavrl. In ko sem se tega lotil, mi je to trajalo 2 leti, ne, ker je bilo treba zelo veliko gradiva prepisati z audio trakov, ki smo jih naredili na Radiu Študent. Treba se je bilo prebiti čez približno 1 meter fotokopiranega gradiva v višino, ne, prav toliko. In pa prelistal sem v Nuku zagotovo 2 ali pa celo 3 vezane letnike dela, ne, da sem dobil vpogled v dnevno dinamiko dogajanja. Skratka, ko sem to imel, ne, sem nesel k založniku, pa je rekel, da ga ne zanima, pa k drugemu pa ga ne zanima. Potem sem pa pri 3. založniku, pravi založbi Krt, tam je bilo nekaj več interesa in smo potem to relativno hitro naredili. Ne. Medtem ko večje založbe pa so rekli, da to za njih ni zanimiv. Tekst je pa bil več kot strokoven, ne moram pa reči, da je bil znanstven, ker ni imel teh znanstvenega aparata zraven, tako da je sodil v Krt. To je spodbuda za nastanek teksta, je bila v bistvu zunanja, ne? Ne, ampak jaz sem v resnici naredil kariero na tem, da je Slovenska služba državne varnosti ob pomoči vojske zaprla Janeza Janšo in še 3 ljudi. In ker sem to spremljal iz dneva v dan od maja 1988 pa praktično tja do parlamentarnih volitev leta 1990, sem imel glavo polno razmišljanj, anekdot, podatkov, teorij in tako naprej. Ne. Tako da štorija je mene seveda žulila, ne. In bi se je slej kot prej sam lotil. Zdaj, če bi se je lotil malo prej, bi bila to po mojem kar uspešnica. Jaz sem se odločil, da delam knjigo, ki je temeljita, ne. Ki je temeljita, ki ima zelo natančno stvari dokumentirane, ki ima zelo natančno urejeno kronologijo, tako da ne, med bogatijo in temeljitostjo sem se odločil za temeljitost. Irena, tvoja prva knjiga Magija za realiste? Ne spomnim se, katerega leta je že bila, ti veš. 2015, okay. Pa 2016. Ja, mislim, da je bila. Kako je pa šlo do tega, recimo, ti si že dolgo časa pred tem pisala neke tekste o knjigah, o naravi, ampak nekako potem od tukaj, da človek piše neke tekste, pa da potem recimo to izide v knjižni obliki, mora pač pride do nekega momenta, ne? Kaj je bil tukaj, ja, v bistvu se prav spomnim se tega momenta. Ja. Mislim, to je bil neko obdobje, ko sem jaz zelo rada brala o nevrologiji, o spominu, pisala sem pač daljše eseje v Sobotno prilogo o teh temah. In potem vem, da sem v Londonu enkrat bila v neki majhni knjigarni in sem prav gledala te poljudno-znanstvene knjige in kar naenkrat tako sem si mislila, wow, če jaz zložim svoje eseje v neko temo, neka rdeča nit, ne? Ja, je to lahko knjiga in potem sem v bistvu razmišljala, na kakšen način vse te eseje, ker jih je kar zelo veliko pač v vseh teh letih se nabralo, kako jih zložiti skupaj.
In glede na to, da sem takrat tudi brala o Montaignovo knjigo Kako živeti, o Montaignu, sem si mislila, kaj pa če bi zbrala vse eseje, ki govorijo o nekih človeških lastnostih, ki jih imamo vsi in ki so v bistvu zelo pomembni, od ljubezni, svobode, spomina, možganov in tako naprej, ampak se jih včasih niti ne zavedamo, kako zelo smo obdarjeni s temi lastnostmi. In pa sem mislila, ok, to bom zdaj naredila in potem sem pač zbrala te eseje, ki so govorili o teh temah in jih potem, glede na to, da sem dramaturg, se mi zdi, da imam tudi malo občutek, kako zložiti te teme skupaj in sem jih potem pač zložila v knjigo. In potem, ko si imela besedilo, rokopis, kako je prišlo do... In potem se mi zdi, sem založnika, šla na sestanek z Mitjo Čandrom in sem mu povedala, da imam to si imela nekako idejo tudi, kje bi ta knjiga lahko išla, ali... Mislim, da je ne vem, po neki... Beseda je dala besedo... Ja, nisem se zelo veliko ukvarjala s tem, no. Tako da tako je ta knjiga nastala. In mislim, je bila kar uspešna, ker mislim, mogoče v tistem času eseji na ta način, ki so danes, še niso bili tako v knjige zbrani. Niso bili še tako prisotni, ne. Danes se mi zdi, eseji so kar tako na vrhuncu, tudi v tujini, ne, ti to tudi veš. Boštjan Videmšek, kako je pa šlo do tvoje prve knjige, mislim, da leta 2011? 2011, ja. Enkrat julija, dobro večer, enkrat julija, pozno 2010 sem laufal po Visu in me zazvonil telefon in ponovadi se ne oglasim, ne, in sem vsem pogledal pa pisal gor Zdravko Duša. Aha, si že imel pol stik pa z njim, ne? Mislim, poznala sva se odprej, seveda, ne, in me je rekel Zdravc, da bom videl eno knjigo narediti. Pa sem rekel, kva? Ja, boš naredil, ne? Sem rekel, ok, bom, pa se sploh nismo nič pogovarjali, kaj in kako, ne? In valjda sem že veliko časa sem že prej razmišljal, da bi napisal kakšno knjigo. Ampak pred tem nisi imel želje? Željo sem jo je s stavkom novinarji ne znamo pisati knjig zatrl Ervin Hladnik Milharčič. Tudi avtor knjig. Človek, ki ga obožujem, in pač mi je za nekaj časa to ambicijo, mogoče je bilo dobro, da je bila potem premaknjena v malce bolj zrelo obdobje, zavrl, ne zatrl. In potem je Zdravc vstopil kot gonilna sila in mi dal v bistvu zelo proste roke, takrat preko Cankarjeve založbe. In jaz sem nekaj že vedel, da imam dovolj materijala iz nekega vojnega kriznega poročanja, da lahko sestavim neko koherentno povezano zgodbo. In vprašanje je bilo pa, kako to zaključiti in tajminga. In pa so oba ugotovila z Zdravcem, da je 10. obletnica 11. septembra leta 2011. To je timing za izdati knjigo, nekako primeren. In potem so tudi, ko sem sestavljal tekste skupaj in jih obdeloval, v bistvu imel skozi v mislih, da moram neko nit vzpostaviti s tem dogodkom. Marsikje je bilo to narejeno precej nasilno in amatersko, z moje strani, ampak ko gledam nazaj, pa pač so stvari v bistvu še vedno zelo žive. V bistvu z vstopom vojne 21. stoletja so v bistvu bolj ali manj z redkimi izjemami večne vojne in to knjigo bi bilo mogoče pisati samo v nadaljevanju v bistvu s podobnimi geografijami, s podobnimi akterji in tudi s podobnim ozadjem. Maja, tvoja prva knjiga je nastala v soavtorstvu z Boštjanom, ki je že prej recimo bil tudi avtor knjig. Mogoče dve vprašanji. Kako si gledala na Boštjana kot avtorja knjig in a te že prej recimo mikal, da bi tudi ti vstopila v knjižni svet in kako je pa šlo do te skupne knjige, zadnji dve? Zadnji dve sta moja prva knjiga in dejansko sem pa že dlje časa, več let sem v novinarstvu, teme, ki jih pokrivam, se mi zdi, da se jih pogosto lotevam na način, da pač bi imela lahko več nadaljevanj in dejansko sem pri številnih se počutim malo zafrustrirano, ko se pač vse skupaj zaključi pri tistih 50 ali pa malo več vrsticah in si rečem, škoda toliko energije, fajn bi bilo nadaljevati, ampak pač ta dnevni ritem je tak, da ne dovoljuje prav veliko te kontinuiranosti. In mislim, da pri tej knjigi in pri tej temi o zadnjih dveh severnih belih nosoroginjah
sem pa res začutila, da bi bila to dejansko priložnost, ne, ko lahko veliko več poveva, oba dva skupaj v neki drugi formi. Ne. In ta moment se je dejansko poklopil pač z momentom, da o tej temi ni bilo še napisanega tako rekoč nič, ne. Je pa precej unikatna, ne. Bili so neki kratki dokumentarci, bili so neki članki, ne. In se mi zdi, da je imela nek tak mednarodni domet in začutila sva oba, ko sva pač bila v rezervatu Ol Pejeta v Keniji, da bi iz tega lahko nastal nek skupen projekt, ki si ga pa tudi že dolgo časa želela narediti. No. In potem nekako, jaz sem imela sicer pred to knjigo neko idejo, da bi iz teh mojih zgodb, ki sem jih popisovala o pač izumiranju, o ogroženih živalskih vrstah in o projektih reševanja, naredila knjigo. To je bilo tako okvirno, sem imela tak že seznam 12 vrst, ki bi jih lahko popisala, o katerih sem tudi pač pisala članke. No, potem pač je ta zgodba o nosoroginjah bila tako močna, da če bi bila samo ena od 12, ne, bi bilo enostavno, mislim, bi pretehtala vse ostale. No. In potem je tukaj tudi Boštjan vstopil, ne, s svojim lobiranjem, ne, da mogoče bi bila pa to lahko pač ena sama zgodba in mogoče bi to zgodbo lahko napisala skupaj. In tako nekako pač sva se lotila pisanja knjige. Recimo, če samo eno tako hipotetično, recimo, kaj pa če Boštjana ne bi bilo? Ja, potem bi najbrž knjiga nastala par let kasneje, ne? Ampak a bi nastala knjiga Zadnji dve, ali bi nastala ta prvotno zamišljena knjiga o 12 izumrlih vrstah? Se pravi, mogoče bi celo res nastala knjiga Zadnji dve, ne, ampak par let pozneje, tako da mogoče bi takrat že imeli mladiča severnega belega nosoroga. Zdaj, Boštjan, recimo nekatere tvojih knjig so recimo v zadnjih letih doživele tudi recimo mednarodni plasma, ne. Recimo tudi imaš veliko stikov mednarodnih, recimo kako ocenjuješ recimo, da se, kaj se dogaja na sceni tujih novinarjev in njihovih, bi rekel, dejansko knjižnih izdelkov, ne, in drugo, recimo, kako je v bistvu dejansko mednarodna javnost odreagirala na zgodbe, ki so nastale v Sloveniji? Na prvo vprašanje lahko odgovorim, da je zelo malo je te non-fiction novinarske produkcije. Z leta v leto je malo, ki se uspe prebiti. Ne? Še posebej je pa malo tazga načina pripovedovanja, še posebej pa je malo tazga načina pripovedanja, ki je hkrati tekst in vizualna podpora. Ne? Obe zadnji knjigi sta polni fotografij sjajnega Matjaža Krivica, prejšnje knjige so bile fotografije Jureta Eržena in oba sta najmanj soavtorja vseh teh knjig. Ne? In se mi pač redko je... Redko je to, da sta in tekstopisec in fotograf v nekim kompletu lahko prisotna. In da v bistvu na ključ preneseš narejen izdelka. Tako, ne vem, časopisnim, revijalnim urednikom kot založnikom v tujini. To je zelo redko, zato ker seveda zaradi finančnih omejitev, zaradi načina dela, zaradi resnično, zdi se mi, da v tem času ljudje, ki so redno zaposleni, sicer to je zelo dobro, da se redno zaposlen, ampak preprosto novinarstvo nimajo pravega časa več. Zahteve so preprosto se spremenile. Ritem je premočan in je zelo težko delati poglobljene, dolgotrajne, s terensko prisotnostjo, večinoma seveda obogatene long reade, ki potem lahko ratejo knjige. To je v bistvu butična produkcija, še posebej v kakšnem manjšem medijskem prostoru, ki je slovenski, ki ima pa svoje izrazite dobrobiti, ki omogočajo tudi neko pač skoraj da serijsko produkcijo knjig. Zato, ker je v bistvu, kljub temu, da smo majhni, ali pa prav zato, je v bistvu prepoznavnost toliko večja in v bistvu na nek način lahko postaneš s pisanjem knjig, kako bi rekel, tudi ne samo v poslovnem smislu, neke vrste samopreskrbno podjetje. Lahko si, ne vem, jaz zadnji dve sem se v bistvu financiral z dobičkom, moj delež seveda iz plana B. In tako, ko so si z Matjažem, z vsemi tujimi objavami, recimo zadnje dve, pač zgodba severnih belih nosorogin je bila praktično objavljena povsod po svetu, tudi najine zgodbe, zdaj nadgradnja plana B pa te knjige so v bistvu dosegli pač orang mednarodni doseg, in s tem seveda
so v bistvu nadaljevala iz zgodbe v zgodbo, lahko, ker sva si to lahko privoščila. Oba sva freelancerja, a ne? In to pri meni bila zavestna odločitev. Jaz sem namenoma pustil redno službo, ker se ne bi mogel realizirati kot avtor, no, če uporabljam malo težko besedo, znotraj delovnih dnevnih obveznosti. No. To je seveda določeno tveganje, ampak bila je gotovo najboljša odločitev v življenju, kar se tiče dela. Ne. Zdaj si plan B predstavljal na Portugalskem, kako recimo eni novinarji iz nekega drugega prostora odreagirajo na to temo ali pa recimo na to, kako si to temo na nek način, kako je bila zapakirana v knjigo. Mislim, glede na to, da je, če je kaj globalno in če je kaj vseobsegajoče, je to podnebna kriza. Ne? In v bistvu takoj, ko si z ljudmi, ki jih to zanima, brez govoriš isti jezik. A ne? V bistvu vsi govori, potem je to jezik in tudi prva oseba množine je vse prisotna in se razumeš, reference so podobne, a ne? In govorimo o istih tegobah in je zelo mehek prehod na drugo tržišče ali pa v drug jezik. A ne? Seveda so bile povsem drugače, pa je moja izkušnja, no, tudi Matjaževa je recimo taka, da v bistvu neke vojne zgodbe, krizne zgodbe, tudi, ne vem, knjiga Na begu, ne, ki je tudi šla pri založbi Umko, so bile veliko težje, jih je bilo veliko težje plasirati na mednarodno tržišče, zaradi tega, ker to niso nišne knjige v resnici bile, a ne, bile so že zelo mnogi, to so v bistvu vsakdanje teme v časopisju, a ne? In neke vrste taktična odločitev, a ne, je bila iskati neke niše, ne? In tako zadnji dve, kot številne zgodbe v planu B, so nišne in rekel, pred tem ni bilo veliko naključij, zelo resno je bilo premišljeno, kaj delava, kam greva in kako se skupaj povežava. No? Še eno vprašanje v zvezi s planom B, to je bila pač res odmevna knjiga, celo je dobila 2 leti nazaj nagrado za naj knjigo slovenskega knjižnega sejma, ne, tako kot je bila tudi danes podeljena. Kako je vplivala mogoče na recimo njena odmev, na recimo tvoje delo, na tvojo interakcijo z slovenskim okoljem? Recimo, kako se je potem dejansko to vzvalovalo, recimo, kako potem sodeluješ, recimo, ali pa povabila razna, kako je bilo s tem, recimo, ne? Ja. Prva faza je bila izrazito koronska, ne, in v bistvu je plan B bil dolgo časa knjiga brez živih dogodkov, ne, razen samim začetkom. Ne, in neposredna interakcija ni bilo. Ne, konec koncev tudi tukaj, oziroma pač preseljeno iz Cankarjevega doma prvič sedimo po 3 letih. A ne, in zelo malo je tega tisti, ki pišemo, imamo vedno manj stika s tistimi, ki nas berejo. Ne. Ja, tudi šla je v pandemičnem obdobju. Tako je, ne. Ja. In mogoče delno tudi temu, kakorkoli paradoksalno zveni, mogoče pripisati njen uspeh, zato ker pač ponuja odpira svet in ponuja neke pozitivne možnosti. A ne. Po drugi strani se je pa na plan B odzvalo, tako se je odzval del biznisa, no, poslovnega prostora in tudi politike. A ne. Prišlo je ogromen vabil, zaradi tega, ker pač nihče se zares tega ni na ta način lotil in imaš na voljo, tako kot je napisala Irena, ki bom hvaležen za vse večne čase, ne, da je to v bistvu nek priročnik za uporabo, a ne, nekaj, kar bi lahko uporabljala tako politika kot posel. Če se prav spomnim, zdaj bo tudi vabilo v urad predsednika, da sodeluješ v nekem odboru. Dobil, prišel in hitro odšel. Ja. Irena, v 2 letih si objavila 2 knjigi, ki sta v bistvu obe bila zelo odmevni, ne? Recimo, ne. Te je to presenetilo? Ja, me je presenetilo, nisem pričakovala. Kaj te je bolj presenetilo, odmevna, kaj hoče ženska? Obe. Ja, čisto iskreno, nisem pričakovala, da bodo tako dobro sprejete. Ampak očitno so bile, očitno so se pri bralcih oziroma bralkah prijele. Recimo, kaj hoče ženska, kako je pa šlo, recimo, a je to bil recimo način nastanka te knjige podoben, kot pri recimo Magiji za realiste? Ja, imela si portrete, ki si jih lahko nekako zložila v neko rdečo nit. Ja, zelo podoben princip je bil in se zelo strinjam z Boštjanom, da je pač privilegij v tem prostoru pisati eseje, daljše članke. Dolge tekste. Tako kot recimo
to, kar je sobotna priloga, je v bistvu unikum tle že v Sloveniji, tega ni več, ampak meni je žal, mislim, ker recimo v Ameriki ali pa v tujini je zelo jasno, da revije kot so New Yorker, The Atlantic, to se pravi revije, ki imajo daljše poglobljene članke, eseje, njim nikoli ni padla naklada. One so, v bistvu New Yorker je prosperiral, tako da se mi zdi zelo pomembno se zavedati tega, no, da imamo take časopise, mislim, take priloge, kot je sobotna. A recimo to, da sta nekako dve knjigi bili tako odmevni, a to recimo zdaj vpliva recimo zdaj na tvoje sedanje delo in prihodnje razmišljanje recimo o tem, katerih tem se lotevaš? Ja, razmišljam veliko o tem, ampak v bistvu bi si najbolj želela, da bi imela tako, kot ne vem, v 19. stoletju enega mecena in bi šla za en let pisati leposlovje nekam. To se pravi nekaj čist drugega, kar delam zdaj. Tega ni, tako da bom ne vem. Ampak recimo zdaj pa teh temah, ki jih izbiraš, recimo zdaj, ko imaš recimo nekaj knjig za sabo, razmišljaš že tudi to, to bi se potem mogoče dal tudi nekje v neko knjižno formo, ali se s tem ne obremenjuješ? Ne, se s tem ne obremenjujem. Mislim, da ko pride nek eureka moment, se bo nekaj zgodil ali pa, se mi zdi pa, mislim, veliko sem razmišljala tudi o formi esejistike, ker danes obstajajo pač tudi forme, ki so pol fikcija, pol esej, tudi to me recimo zanima, tako da bi bilo nekaj drugega. Sem to pač nekaj, kar ne more izideti ravno v časopisu. Ja. Ali eureka, nek moment, recimo prva knjiga od teh dveh, ki ste šle v zadnjem letu, letu pa pol, Leto nevarne bližine. Tukaj je bil nek tak moment, ko si se odločil recimo, da napišeš to knjigo praktično zelo, da si se takoj lotil pisanja, mislim, da je bilo to decembra recimo 2020, knjiga je šla v bistvu marca 2021. Kako je bil ta moment, tole pa je zdaj, ne sem to, da jaz recimo pri tisti knjigi, o kateri smo prej govorili, ali pa tudi recimo pri knjigi Omrežja moči, kjer je bilo neka predelava doktorata pa dopolnitev, so že obstajali velike dokumentacije, pa tako, tle pa ni bilo, si pa na nek način nekaj te zagrabali in si se takoj lotil v bistvu praktično. Kako je pa šlo od tega, da si... Se pravi, z mojim prijateljem Samotom Ruglom, ga poznaš, sva šla tukaj 500 metrov severno v slaščičarno in jaz sem ga vprašal, kaj se mu zdi knjiga o pandemiji. Je rekel, ja, to je bilo pa zanimivo. Zdaj, da v šalo na stran, v tistem času, ko sva se midva srečala, je v resnici situacija povezana s pandemijo v Sloveniji postajala tragična. In je do decembra 2020 umrlo zaradi pandemije okrog 2000 ljudi. Hkrati z to tragično razsežnostjo pandemije pa je postajalo jasno, da so ukrepi za zamejevanje pandemije pravzaprav pretveza za neko družbeno revolucijo. Če bi šlo samo za pandemijo, se jaz pisanja ne bi lotil, ker o biologiji, virusih in tako naprej vem premalo oziroma nič. Ko sem pa zaznal, da smo se znašli sredi družbene revolucije, ki se dogaja na valovih zamejevanja pandemije, mi je pa bilo jasno, da sem dolžan se tega lotiti in pač nekaj mesecev posvetiti pisanju o tem, kaj se nam dogaja. Takrat sem se s prijateljem Ruglom, če ga ne poznaš, ti ga bom predstavil, tudi zmenila, da rokopis oddam na konec februarja, da bi lahko ob prvi obletnici pandemije pravzaprav knjiga že prišla med občinstvo in toliko pa imam neke discipline, da sem te datume ujel.
Potem je pa... Tukaj bi samo še en premor, recimo veliko ljudi ima ideje, da bo naredil knjigo, ne? Še zmeraj pa precej manj knjig izide kot je idej. Ti si recimo nekje si zadal do 2 mesecih, boš napisal celoten rokopis. Ta disciplina, ne? Kako je to recimo, ker običajno recimo novinarsko delo je drugačno, ne? Ko temelji na nekem besedilu, oddaji tega besedila, v 2 mesecih si zadrt v bistvu, da v obrednem delu pišeš še knjigo. Kaj je bil to je bila res velika motivacija. Ja, zdaj, jaz se ne spomnim čisto natančno, kje in kako je bilo, da sem pisal kazalo za prvo knjigo. Ampak, ne, če je prej Boštjan rekel, ne, da novinarji ne znamo pisati, ne, knjig, je tako, ne, da pač tega ne znamo početi, če nimamo kazala, ne. Ko si pa napišemo kazalo in naslove posamičnih člankov, pa že znamo narediti, ne. Kazalo je osnova. Kazalo je osnova, seveda se ga pa ne držiš, ne. Na koncu je nekaj čist drugega, ampak ko imaš kazalo, imaš postavljeno strukturo, ki te sil, da nekaj počneš disciplinirano. Ko sem se lotil druge, ne. Vse to je pa zdaj v redu, imel si prvo knjigo, napisal si jo, ampak pa še ena knjiga. Tukaj hočem pa povedati anekdoto, kako sem pa kazalo druge napisal. Za kazalo prve se ne spomnim čisto točno. Kazalo druge se pa spomnim zelo natančno, ker sem stal ob, se pravi, zahodni ljubljanski obvoznici, Parcelovški, in na eni strani je na obvoznico udirala množica ljudi jeznih na ukrep, ki se imenuje PCT, pa smo že pozabili, kaj PCT pomeni. Na drugi strani je bila policija, ki jih je zalivala z vodnim topom in obstreljevala s solzivcem. In pač to je bil trenutek, ko sem imel nekaj časa za razmišljati, pa zadosti adrenalinsko je bilo, da sem si kar v telefon skiciral ene 15 poglavij in potem je to v resnici bilo bolj ali manj okostje tega, kar je med platnicami, ne. Se pravi, malo solzivca, malo adrenalina, pa bližina vodnega topa in potem te to v nekem solidnem tempu drži 3-4 mesece, ne. Tako da to je to, ne. Zdaj, jasno, ne, če bi bil samo adrenalin ali pa samo solzivec ali pa samo vodni top, pa hkrati vzporedno s temi simpatičnimi pojavi ne bi bilo poskusa izvedbe družbene revolucije, potem jaz ne bi pisal, ne. Ker smo imeli še poskus izvedbe družbene revolucije, je pa to bil izjemen motiv, ker konec koncev je treba revolucijo dokumentirati, da jo bodo ljudje za nami razumeli, je pa na srečo spodletela, ne. Tako da imeli smo elemente te revolucije kar širokopotezno zastavljene. Imeli smo v resnici poskus mutacije poskus izvedbe mutacije slovenskega ustavnega reda, ne, ki pa je potem po najbolj običajni poti, se pravi s parlamentarnimi volitvami, padel v vodo. Ja, mogoče recimo knjige od ideje se napišejo, se izidejo, učinek napisanega, učinek knjig. Recimo, to je dejansko vprašanje za vse 4. Po eni strani v bistvu ste ves čas vpeti v redno objavljene tudi recimo dnevno ali pa tedensko besedil, ne. Po drugi strani recimo tisto, kar se vam zdi pomembne, da bi recimo trajno ostalo, izide v knjigah. Kako ste zadovoljni z učinkom ali pa vplivom napisanega? A imate recimo tle
recimo refleksijo, to se mi je zdelo smiselno, da sem napisal, smiselno se mi je zdelo, da sem vložil čas v to, to je dosegel svoj namen. Ja, lahko kaj. Mislim, zdaj, jaz se s pisanjem ne ukvarjam več zaradi tega, da bi spreminjal svet. Ne? Ja. Jaz slišim odgovor zlasti ljudi, ki grejo študirati novinarstvo ali pa neke vede, ki omogočajo novinarsko profesijo, ne, da so se tega lotili, da bodo svet spreminjali. Jaz sem to ambicijo opustil, ne, mogoče sem jo kdaj imel. Kdaj? Leta 90, ne, smo imeli parlamentarne volitve in parlamentarna demokracija s vsemi svojimi pomanjkljivostmi je tisto, kar je maksimum moje ambicije spreminjanja sveta. Ne. Zdaj, seveda se pa s tem ne odrekam ambiciji, da bi pomagal ljudem svet razumeti. Zdaj, če ga bodo šli pa oni na osnovi mojega razumevanja spreminjati, pa toliko boljš. Ne? Ampak ne bom ga jaz spreminjal. Bom pa skušal ponuditi razlago, ki, če se bo prijela zadostnega števila ljudi, ne, se morda nekaj malega spremeni. Irena, odzivi bralcev na tvoje knjige. Če lahko knjige kaj spremenijo. Ja, na nek način, ali imaš občutek, da so tvoje knjige dosegle neko spremembo, da so komu kaj dale, recimo, mnogi bralci so se, ali pa bralke so se gotovo odzivali na tvoje knjige. Ja, so se. Jaz v bistvu tako naivno še zmeri verjamem, da knjige lahko spreminjajo ne sveta, ampak posameznika in se mi zdi to tako zelo pomembno. In ja, dobila sem kar zelo zanimive odzive, jaz sem tudi imela pač turnejo po Sloveniji, sem res hodila sem se odzvala vsem povabilom, predvsem v knjižnice, zdaj tudi v knjigarne in sem bila zelo prijetno presenečena in na tem, kakšne knjižnice imamo v Sloveniji, kakšne knjižničarke, kakšno občinstvo, kako radovedno, kako odprto, vse tiste pregovorne zgodbe o tem, da Slovenci ne sprašujejo in po koncu so se jim podrle, tako da... Na katero knjigo je bilo recimo večji ali pa največji odziv? Kaj hoče ženska, fiziologija? Obe približno isto, ja, tako da... Sem pa tle zdaj, ko sedim, pa gledam, je pa res zelo neverjetno, kako različne so vse te knjige. Vsi smo v bistvu novinarji, ampak vsaka knjiga je čist svoj univerzum. Že to se mi zdi recimo tudi zanimivo. Boštjan, 10-11 let objavljanja knjig, a je imel smisel? Trudim se živeti, upam, da ne ravno močni samoprevari in verjamem, da knjige ustvarjajo in potem tudi ohranijo kolektivni spomin. Zato pišem. Maja, nekaj mesecev je sicer od izida vajine knjige, kjer si pač soavtorica, kakšne imaš občutke, ali so ljudje, ki so to brali, pa so recimo stopili s tabo v stik, je se kaj v njih premaknil, kar se tiče nosoroginje ali pa našega odnosa živali nasploh? V bistvu se zavedava, da je to precej nišna knjiga, nišna tema, pač nek krog ljudi, ki so do zdaj prebrali, so pač zelo pozitivno odzvali. Ni bilo kritike, včasih bi si želela tudi kakšno kritično besedo, no. Drugače pa se mi zdi, no, pač mislim, da sva to knjigo pač morala napisati zaradi sebe, zaradi tega, da nekako midva ohranjava neko upanje v to, kar počneva. Mislim tako, da dejansko pač še najdeva neke take strasti v tem pisanju. Upam, da pač bo tudi koga premaknila, no, si pa ne delam nekih iluzij, ampak meni se zdi pomembno, da tukaj večinoma govorimo, mislim, veliko je zgodb o ljudeh, o družbenih fenomenih, meni so pa nekako
živali imam ful rada in mal stvari gledam iz njihove perspektive, no, in zelo se me dotika vse, kar se dogaja v zvezi s podnebnimi spremembami, v zvezi s tem 6. izumiranjem vrst. In se mi zdi, da je ta knjiga tudi nek tak v bistvu poskus, da pač poskuša živali približati v bistvu skozi njihove oči, no, da se pač človek postavi v perspektivo drugih, ne. In se mi zdi, da upam, da so pač to nekako dosegla. Eno tako lahkotno vprašanje za konec. Vaši knjižni plani za prihodnost? Lahko posamično ali pa skupinsko ali pa v tandemih. Mislim, najprej bi malo zadihala, ker se mi zdi, da je ta knjiga me udarila post festum in da doživljam nek tak burnout oziroma počasno izgorelost. Ampak ja, seveda, da si želim še kaj napisati v bližnji, do srednje bližnji prihodnosti, no. Sama ali v dvoje? Ja, po moje kar v dvoje, no. Ja. Se ne smem drugače reči, se bojim. Najbrž kar v dvoje, ja. Boštjan? Ne vem, kdo bo soavtor majne druge knjige, ampak mene mika prehod v fikcijo, no. Za kratek čas, tako, ampak bi tudi rabil mecena in 1 leto. Ne, mislim, Mirena je prej starala občutke, kot se temu reče v športu, no. Kaj pa brez mecena ne bo fikcije? Vse se da z nekim avtomecenstvom, ne, pa z malo več osebnostnega poguma tega lotati. Zdi se mi, da živimo v času, no, ko predvsem na anglosaškem trgu je tako, ne, ko se jezik tako lupi in, če bi rekel, citiram Georgea Carlina, ne, politična korektnost je le fašizem z manerami, ne, da v bistvu z novinarskim jezikom, ne, in tudi stvarno literaturo in tudi z ugrabljeno pozornostjo, že koč patološko skrajšano, ne, je izrazito težko, vedno težje penetrirati v širšo publiko, ne. In se mi zdi, da bi bila ena taka gesta, no, mogoče pogumna gesta, probati iz comfort zona, ki ga non-fiction nam novinarjem predstavlja, in disclaimer, novinarji pišemo dobre knjige, a ne, to je pač pozdrav Ervinu, a ne, da v bistvu z nekimi drugimi sredstvi, no, poskušam povedati podobno zgodbo. Recimo na primeru Ukrajine, a ne, se mi to zdi izrazito pomembno, glede na to, da je, bi rekel, odziv bipolaren, da je empatija stanjšana, a ne, in da v bistvu delam že nekaj časa, projektno obiskujem in komuniciram z istimi ljudmi in spremljam, kako se spreminjajo, a ne, in se mi zdi v bistvu način upovedovanja zgodbe, ki je nujen, izključno samo še human interest, nič drugega. Irena, bo tvoja naslednja knjiga roman? Idej imam zelo veliko, ne, tako da bi rabila in mecena, in solzilc, in še neke stvari, da se mi izostrijo pač ideje. Ampak bi si želela napisati roman? Se mi zdi, da je roman v tem času, ne vem, autofikcije, samoizpovednih knjig, da je na nek način tista stara, dobra literatura, tako kot je prej Maja rekla, ki se identificiraš z nekom, ki nisi ti, ki ni ti blizu, da je v bistvu spet prišel čas za to, no, da je domišljija na nek način močnejša in pogrešam velike romane, recimo, ki jih danes ni več niti na teh lestvicah uspešnih knjig, tako da se mi zdi, da zgodba bo vse preživela, tako da ja. Ali Žedin politični thriller kot prihodna knjiga? Ne. Ne, kaj pa? Tudi roman ne. Kaj pa ja? Ne vem, zdaj tako je, da po raznih predalih pa direktorjih v računalniku je ogromen neke solate, hkrati pa je zame vsaj zdaj sprožilc pač nek dogodek in pač
dokler dogodka ni, ki bi me prepričal, bom jaz čist v redu preveč delal s tem, da bom počel to, kar sicer počnem, ne? Se pravi z urejanjem sobotne priloge in s pisanjem za Delo in sobotno prilogo. Tako da, To je v čakanju na nov dogodek. za katerega upam, da ga ne bo. Ja. In hkrati vem, da pride. Morda še nekaj minut nam je še ostalo, če je kakšno vprašanje strani občinstva o njihovem delu, knjigah ali pa čemukoli drugemu, pisanju nasploh, prosim. Če pa ni, se pa v založbi UMKO zahvaljujejo vsem, ki ste se udeležili tega zadnjega dogodka današnjega dne, vsem avtorjem za njihove knjige in za željo, da pride do pravega dogodka, da se zgodi mecenstvo in da pride do neke ideje, ki bo recimo sprožila nastanek novih knjig. Hvala vsem in vas vabim še naprej na knjižnico.